Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, draga cenjena ostala javnost, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob 16. Paradi ponosa, ki se naslednji torek 6. junija pričenja s festivalom Parada ponosa. Dovolite mi novinarski konferenci v meni, to sta Simona Muršec, predsednica Društva Parada ponosa, Nina Dragičevič, vodja programa Centrih in sem predstavnik Društva Parada ponosa. Dovolite mi, da v uvodu na kratko predstavim pomen in zgodovino Parade ponosa. Za prvo Parado ponosa v svetovnem merilu štejemo spontan protest leta 1969, ko se je ameriška skupina gejev, lezbik, bi in transseksualnih oseb uprla racijam in nasilju policistov v newyorškem lokalu Stonewall Inn. Parada ponosa se je vzpostavila kot opomin na opresivne dogodke, desetletja nasilja in kršenja osnovnih človekovih pravic ter dostojanstva LGBT plus oseb, ki ga ni bilo več mogoče stoično prenašati. No in podobno vzporednico vleče tudi organizacija prve Parade ponosa pri nas, ki je bila organizirana leta 2001 kot odziv na nestrpno in žaljivo ravnanje osebja v enem od ljubljanskih lokalov, tukaj zelo blizu, kjer smo danes znanemu LGBT aktivistu in pisatelju so takrat varnostniki prepovedali vstop zaradi njegove spolne usmerjenosti z besedami, da taki v tem prostoru niso zaželeni, kar je povzročilo organiziran protest proti homofobnemu ravnanju. No, in Parada ponosa je na to postala tradicionalna prireditev. 18. junija, kot že rečeno, 16. Parada ponosa pri nas in je v zadnjih letih postala krovni prepoznavni trenutek LGBT plus skupnosti v Sloveniji. Čeprav so Parade ponosa predvsem na zahodu postale komercialni dogodki namenjeni zabavi, Ljubljanska ohranja aktivistično naravo, dodaja ji tudi kulturo, kritiko misli, refleksijo, druženje in zabavo. Zagotavlja vidnost skupnosti, ki je zaradi svoje drugačnosti vedno znova izrinjena iz javnega, političnega in kulturnega življenja, predvsem pa omogoča prostor svobode, tisti dan v letu, ko je lahko vsaka in vsak točno to, kar je, brez pritiskov po normalizaciji, skrivanja in omejevanja samega sebe. In če je Parada ponosa pri nas nastala kot protest proti homofobiji, ki jo LGBT plus osebe doživljamo v družbi vsakodnevno, je prav, da jo ohranimo kot praznik vseh ljudi, ki smo proti kakršnim kolim oblikam izključevanja, nestrpnosti, diskriminacije ali nasilja, uperjenim proti komorkoli v družbi. Zdaj pa predajam besedo Simoni Muršec, predsednici Društva Parada ponosa, ki bo povedala več o samem političnem sporočilu letošnje parade. Izvoli, Simona. Hvala, Lovro. Še dobro, da je Lovro prebral in povedal del teksta, ki je bil mišljen kot napisan uvodnik v temle katalogu, ki je pred vami. Žal se je zgodil prepogosti tiskarski škrat in smo danes zjutraj prejeli tele kataloge brez mojega uvodnika, ampak nič hudega, zato ker po tej tiskovki lahko obiščete tudi našo spletno stran, kjer je ta tekst objavljen in zapisan. Je pa v bistvu povzetek ali pa mogoče samo z drugimi besedami zapisano to, o čemer govori naše letošnje politično sporočilo. Tako da mi dovolite, da vam ga sedaj preberem. Potem pa upam, da po celotni predstavitvi tele naše zasedbe tukaj, da boste imeli tudi kako vprašanje, kar se tiče te vsebine, te specifičnosti letošnjega sporočila. Se pravi, mi nismo nič od tega. Letošnja Parada ponosa poteka v atmosferi zanikanja in uničevanja družbenega. Ni prvič, da se programsko zanika in uničuje univerzalne vezi med ljudmi in dopušča le kriterijske. Treba je biti primerne narodnosti, rase, jezika, kulture, lokalnosti in primernih seksualnih navad in primernega spola. Toda mi nismo nič od tega. Lezbike in geji, biseksualne in transspolne osebe se že dolgo soočamo z mejami, s katerimi je razkosana naša družba, naš svet. Ostali smo onkraj njih in skušamo jih preiti, a ne zato, da bi postali podobni tistim, ki meje postavljajo,
temveč, da bi jih naša izkušnja izključenosti humanizirala. Ne gre nam za integracijo, gre nam za humanistično revolucijo. To, da vidimo, da univerzalnost kot družbeno stanje, univerzalnost kot edini pogoj družbenega ne uspe, zlahka bi obstajala, a ne obstaja. Ovira in zaustavljajo celostna mašinerija ogrejevanja dobrin, virov, kapitala, vrednot, duha, mašinerija omejenosti, tekoči trak strahu, sovraštva, provincialnosti predsodkov. Ovirajo neprekinjen rasizem. Rasizem je postavljanje hierarhije med ljudmi, je postavljanje meja med ljudmi, ker meja nikdar ne bi smelo biti. Izkazuje se kot elementarno zanikanje in uničevanje temeljnega humanističnega načela. Vsi smo ljudje, enaki in svobodni v rojstvu in enaki in svobodni v življenju. Rasizem se izkazuje kot elementarno odrekanje enakosti v človeškosti in kot odrekanje iz enakosti izhajajoče svobode. Konkretizirajmo. Izkazuje se kot tisoče oblik homofobne diskriminacije. Izkazuje se kot tisoče oblik odprtega lova na migrante in migrantke ter gonje proti njim. Izkazuje se kot tisoče oblik razrednih razlik. Izkazuje se kot samoumevnost in sprejemljivost razlik. Rasizem je premičen. Ko razmišljamo o rasizmu, ko se spopadamo z njim, razmišljamo o vseh njegovih oblikah, znamo ga prepoznati in zavrniti v vseh njegovih oblikah in vsem njegovem zlu. Zavedamo se manipulacije, kompromisnih politik. Zavedamo se hipokrizije politik, ki želijo za deklarativno podporo enakosti in svobodi prikriti in oprati svoj realni, razlikovalni, ločevalni, omejevalni, antidružbeni, rasistični program. Vsa ta leta govorimo o pravicah in vsa ta leta so nam pravice zanikane zaradi izrecimo javno in glasno tega ali onega rasističnega programa. Lezbijke in geji, biseksualne in transspolne osebe to vemo. Vemo, da je končni cilj tega vnovičnega srditega razlikovanja nemoč univerzalnega in moč partikularnega, popolna odtujitev od razmišljanja o skupnem in umik v posamično zasebnost. Toda prav tako vemo, da se z utojenostjo in umikom ne bomo znebili ne lastne odgovornosti, ne prihajajočih mrzkih dni. Homofobiji se opiramo z jasno perspektivo. Vemo, da se bomo dvignili le skupaj. Zato smo tu. Nastali smo iz zavračanja sveta ločevalnih meja. V družbo vstopamo skupaj, nastali smo iz želje po skupnem, po skupnosti, po družbi in skupaj jo ustvarjamo in skupaj jo spreminjamo. Nastali smo iz zavračanja razpršenosti in ločenosti, vedoč, da smo razpršeni in ločeni brez možnosti ne le družbenega spreminjanja, temveč tudi lastnega nastajanja. In tu je naša parada ponosa in tu je naše sporočilo. Nič od tega, kar želi, kar hoče in kar zahteva večna sirena rasističnega sovraštva, nismo. V tem boju smo nastali in v njem bomo ostali skupaj. Tako, jaz upam, da te besede malo odzvanjajo in da bodo ostale z ljudmi. Upam, da se jih bo tudi veliko ljudi prebralo in predvsem o njih razmišljalo. Zdaj pa predam besedo kar kolegici Nini, ki vam bo malo več povedala o našem letošnjem programu festivala, ki je zagotovo specifičen odraz tega sporočila. Hvala. Skratka, Parada ponosa je že v zadnjih letih nekako prerasla v festival, ne samo en paradni dan, temveč festival, ki potem kulminira v bistvu v tem velikem slavju imenovanem Parada. Ampak kaj se v resnici slavi? Gotovo ne priljubljene ključne besede, kot so enakopravnost in enakost. V resnici se slavi razlikovalna kultura. In moram reči, da je v LGBT skupnosti ogromno ene dragocene, izjemne kulturne produkcije, ki preprosto mora najti svoje mesto v obči, recimo, širši kulturi. In natanko to je tudi letošnji festival, ker je predvsem kulturno bogat. Če vam omenim, se vem, da imate zdaj kataloge, ampak če vam omenim samo par nekih ključnih vrhuncev, recimo, festivala,
Iz Londona prihaja Sadie Lee, slikarka svetovnega merila in v LGBT skupnosti v bistvu že kar neka kultna persona. Gostili jo bomo tukaj v galeriji Mestne hiše in se z njo seveda tudi pogovarjali. Prinaša pa svoja povsem nova, še v resnici neobjavljena dela. Iz New Yorka prihaja Jim Hubbard, režiser, aktivist, ki ima za sabo že nekaj več kot 20 filmov, je član kolektiva ACT UP in to dvoje, skratka svoj aktivizem in umetnost povezuje potem v filmih. Njegova dela so bila predstavljena v MoMI, na Berlinskem filmskem festivalu, na Hamburškem festivalu lezbičnega in gejevskega filma je prejel Ursulo za najboljši kratki film Memento Mori, to je bilo leta 1995 in letos si ga bomo lahko prvič ogledali tudi pri nas. Pa seveda še nekaj drugih filmov. Iz Srbije prihaja Vera Kurtić, izvršna koordinatorica skupine Ženski prostor, ki se ukvarja predvsem z romskimi ženskami in lezbikami. V bistvu pa s ponosom nekako predstavljamo tudi našo domačo produkcijo. Na tej točki mogoče poudarim, da se želi Parada ponosa vzpostaviti tudi kot producent kulturnih dogodkov in v tem kontekstu bomo že 7. junija izvedli premiero gledališke igre Interpretacija sanj Alexandra McQueera, ki jo je ustvaril Sandi Jesenik skupaj z srbskim režiserjem Stevanom Bodrožo. Potem nadaljujemo s ciklusom literarnih dogodkov, filmskih projekcij, branj, intervencij v prostor in ker smo v bistvu politična skupnost, bo festival bogat tudi z diskusijami, forumi in tukaj naj mogoče posebej izpostavim refleksijo referendumske kampanje in aktualna dogajanja na tem področju. Tukaj se bodo pogovarjali Bogdan Lešnik, Miha Lobnik, Nika Kovač, Simon Maljevac in Nikolaj Jeffs. Ampak v bistvu skozi celoten festivalski program poteka ena pomembna, oziroma se vleče ena pomembna nit in to je skupnost. Tako bo 11. in 12. junija na Metelkovi potekal tako imenovani skupnostni vikend, namenjen nekako ustvarjanju in preizpraševanju pojma skupnosti, kako jo tvorimo, ali jo tvorimo, kaj v resnici skupnost pomeni. To bo dvodnevno dogajanje, ki bo zelo, zelo gosto v programu. Čakajo nas skupščina, skupnostno kosilo, živa knjižnica, LGBT knjižnica pod krošnjami, koncerti, DJ program, diskusije, pogovori z aktivisti, pogovori z umetniki naše skupnosti. In v bistvu na koncu je pa potem to veliko slavje, ta naš paradni dan, ki ga bomo začeli že dopoldan na Novem trgu, kjer se bodo predstavljale LGBT plus organizacije. Prav tako pa bomo prebrali celotno, pred kratkim išlo, antologijo sodobne evropske lezbične poezije z naslovom Brez besed sledim, ki jo je uredil za založbo Škuc Brane Mozetič. Uvodno spremno besedo je napisala Nataša Velikonja in čisto zares bomo prebrali celo knjigo, pridružili se nam bodo, skratka ne bodo to brali samo ljudje iz naše skupnosti, temveč tudi podporniki iz širših krogov. No in potem sledi parada od Metelkove, skratka čez Masarykovo, Slovensko na Novi trg in potem tam popoldanski oziroma večerni program. Letos smo izjemno veseli, ker bomo na odru gostili v bistvu nekako pionirje homoseksualnega gibanja v Sloveniji, to so Borgezija. Pridružila se jim bodo tudi skupina žen iz Zagreba.
Vse skupaj pa bo vodila naša cesarica Salome s svojim neprekosljivim glamurjem in bliščem. Skratka, za kulturo, kaj ne? In lepo vabljeni. Hvala. Hvala obema. Se pravi, 18. junija sklepni dogodek, Parada ponosa, vabljeni tudi na vse dogodke, torej, ki jo najdete v tej programski knjižici. To je z naše strani vse, če pa še imate kakšno vprašanje, pa dobrodošli. Jaz morda, ki se bi nazval, da je STA, kako, v bistvu, tako me zanimam, v zadnjem času se obujajo neke teme, o katerih smo se nehali pogovarjati že več desetletji, pa me zanima, kako vi v bistvu pričakujete Parado ponosa v luči ponovnega oživljanja takih razprav, ki nekako ne spadajo več v današnji čas. Če ti, Simona? Ja, vprašanje je, ali so res teme, ki ne spadajo več v naš čas. Mogoče z nekatere perspektive ja, ampak po drugi strani pa trenutno družbeno dogajanje, pa ne zdaj sem trenutno, ampak že zadnjih nekaj let, gre v neko tako strašljivo radikalizacijo in ene specifike artikulacije sovražnih mnenj, ki se pri nas postavljajo, ki sem jaz mogoče tudi nekaj let nazaj imela občutek, da je to del neke preteklosti in da smo neke sodobne, napredne, progresivne družbe morda vendarle s tem pospravili, ampak vidimo, da nismo, a ne. Vidimo vedno znova, ko se pojavi neka družbena napetost, ko se pojavijo neke specifične situacije, ko se ljudje znajdejo po eni strani v stiski. Vidimo, da vendarle politika, sistem in ne nazadnje neko znatno število ljudi v naši družbi ni zmožno solidarnosti in razumevanja, ampak enostavno se zateče k sovražnostima, ne. In zato jaz mislim, da je tudi naša naloga, da te stvari ne samo spremljamo, ampak da se na njih odzivamo in da absolutno poskušamo reflektirati, kaj se v družbi dogaja in postavljati in graditi počasi nek kontrapol, ne. Ker za primer lahko rečem, ja, mogoče pred 15 ali pa 20 leti nismo veliko slišali o nasilju nad mladimi zaradi njihove spolne usmerjenosti v šolah. Ne iz strani vrstnikov, ne iz strani učiteljev. To pa ne pomeni, da to ozadje, iz katerega tako nasilje raste, ni obstajalo. Ampak enostavno mladi niso bili nujno v obdobju najstništva, v srednjih šolah in tako dalje avtirani. Danes, ko je vedno več mladih oseb že v najstniških letih avtiranih, ko želijo živeti iskreno svoje življenje, imajo ta pogum, najdejo ta pogum, se avtomatsko srečajo s to okolico, ki zdaj zelo brezkompromisno njim artikulira vso to sovražnost. In kaj je najbolj strašljivo pri tem, da sistem to podpira. Ker če so učitelji ali pa neke osebe, ki bi morali zagotavljati varnost v takih prostorih, med drugim tiste, ki homofobno ravnajo v takih primerih, potem vemo, da imamo zelo velik problem. In to je samo eden od teh primerov, a ne. Lahko bi zdaj se dotaknili veliko družbenih tematik, ki se dogajajo tudi izven polja LGBT skupnosti in bi prišli vedno znova na te podobne mehanizme. In mi smo v letošnji paradi želeli to artikulirati pod skupnim pojmom in to je boju proti rasizmu. Juka Aleksandra, Nova 24. A lahko predstavite finančni vidik, koliko to stane in kdo to financira? Kaj to pa še finančni vidik? Koliko to stane in kdo to financira? Koliko to stane in kdo to financira? Ja, tako ne. Če hočeš tak festival postaviti na noge, profesionalno, to stane zelo veliko denarja, ne. Ampak, ker mi tega denarja nimamo, potem enostavno dobimo podporo
tam 40 do 80 prostovoljcev, nekateri med njimi so tukaj zadaj, ki jih vidite v zadju, ki sedijo za tistimi kamerami, ki to snimajo tudi za naše potrebe, ki nam pomagajo vse to postavljati, kaj danes vidite. Se pravi, celoten festival je powered by people, ne? Se pravi, mi sami kot volontersko društvo postavljamo to z povsem volonterskimi močmi na noge. In pa z tu in tam podporo v relativno skromnih ali pa včasih malo manj skromnih obsegih skozi kak razpis ali pa skozi kakega podpornika, pokrovitelja. Med temi pokrovitelji je tudi nekaj evropskih poslancev. Bom rekla tako, počasi imamo neko tradicionalno sodelovanje z evropskimi poslanci, kjer se tudi evropske politične skupine malo bolj nagibajo k podpori pravicam LGBT skupnosti. Pa na nek način tudi uspešno sodelujemo z mestno občino Ljubljana, ampak bom rekla tako ne, na nek način. Vse to je, kar ste v tistem trenutku, ko pridemo do financ, so zadeve seveda zelo aktivistične, tako, zelo na knap. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ne, potem bi zaključil novinarsko konferenco. Seveda pa vabljeni tudi, da ostanete še na neformalnem druženju in postanete še kakšno izjavo. Hvala.